Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v našo družbo v leto 2016. Ja, tudi v tekočem letu bomo seveda izbirali zanimive goste od vsepovsod, se pogovarjali na različne teme, tako kot je to ponavadi v naši oddaji Med nami povedano. Kot verjetno že veste, je občina Ormož za leto 2015 podelila kar 5 priznanj. In sicer eno srebrno, 3 zlate in za leto 2015 po dolgem času tudi naziv častni občan občine Ormož. In tako je prav, da se spomnimo dobitnikov in tako je danes z nami v naši družbi Natalija Volmut, predsednica Turističnega društva Podgorci, kajti Turistično društvo Podgorci je bilo dobitnik srebrne plakete občine Ormož za leto 2015. Natalija, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Hvala, da si vzela čas, so prazniki bili naporni? Pa je malo. Kak smo si naredili, tak smo imeli, smo si kar prilagodili. Ja, smreka je še z nama, kot je tudi prav, do svečnice jo bomo ohranili. Je pri vas v Podgorcih tudi takšna navada? Je tudi takšna navada, tudi jaslice, ki smo jih postavili, jih tudi podaramo za svečnico. Nič pa pred. Ja, Natalija je z Podgorcev. Natalija, brez problema lahko govoriš po prleško, po domače. No, super. Tako da sploh ni noben problem. In še pristnejše je vse skupaj. Sploh pa vemo, da ste Podgorčani zgovorni in jezikavi ljudje, ki imate seveda zelo radi tudi svojo tradicijo, kulturno dediščino in tako najbrž tudi turistično društvo skrbi za ohranjanje dediščine. Tako je, pri nas večinoma damo vse na to, ker naj si nekdaj čez neki določeni cajt ljudje poglednejo, pa ne rečejo, tako se je nekdaj delalo, tako so tu naredili, s tem so se ukvarjali. In zdaj že imamo 2 takšni prireditvi, ker je močna tradicija, lahko rečemo zelo visoka. Našo Vincekovo je 13. po vrste, ki je takoj januara 23. moram povedati tudi za hitro, smo že tako na 3/4 pripravljene, tako že smo, lahko rečemo, jutri lahko pohodniki pridejo. In potem pa je naša zelo, smo ponosni na naše ocenjevanje vina, praznih vina, ki je letos bo 40. Kar je tudi zelo velika čast nam tako dolgo obdržati neko prireditev, ker smo začeli ljudje z 15 vzorci recimo in potem je bil neki vrhunec leta 1992, ki je bilo nad 300 vzorcev, potem pa je pričelo padati število vzorcev, ker so pač druga društva pričele prirejati toto ocenjevanje vina, ne? In tako so potem ljudje ne nesli na obe dve, so nesli samo na eno, ne pa na obojno ocenjevanje. In letos bomo poskusili, imamo v plani tako narediti, ki bi naredili res tisto lepo ocenjevanje vina, ki je okrogla obletnica, naj bude, ker se ljudje malo spomnili nazaj, kak je bilo. Zato je tudi prav, da danes narediš malo reklame, tako za ocenjevanje vin 40. torej po vrsti, kot za vincenkovanje oziroma za pohod, pa se ustavimo najprej pri pohodu. Torej praviš, 23. januarja bo ta velik dan. Točno tako, 23. januarja se zberemo v Podgorci, pred dvorano ob 9. Te plačajo štartnino, pri toti štartnini dobijo kozarec, pa bone, ki imajo pri vinogradniki, s katerimi smo že predzmejeni, ki te imajo ni kao dan odprtih vrat, tistokrat, ki točijo pač vina, kakšne so si pridelali, to je zelo dobra reklama tudi za jih. In pa za 2 malci imamo te, da imamo v sredini poti, to je nekaj po 6 kilometrih, imamo malco, pa kulturni program, prikaz reza vinske trte, k čemu je tudi namenjeni toti pohod, ker je zavetnik, Vincec je zavetnik vinogradnikov, zato smo pač naredili toti pohod na toti den, ne. In je pa tudi, v bistvu se začne prvo delo v Goricah. Te začnejo ljudje rezati. Naj bi, zdaj seveda vreme je zelo ugodno, tako je mogoče, dokar pred začeli, ne, samo popravim, pa bi se naj začelo te po Vincekovem rezati. No in potem pa nadaljujemo pohod, opet imamo kakšne postojanke mezmes pri vinogradnikih, nato pa pridemo nazaj v dvorano, v dvorani pa je kisla župa, opet se malo segrejemo, ne, nekaj toplega, pojemo, pa muzikant nas tam počaka, ki še malo zaplešemo in
No, na poti nekje se ustavite tudi na prikazu reza vinske trte. Bo to letos tudi? Ja, tudi letos tudi. Ja, imamo v člane v turističnem društvu, ki zdaj že tu tako dolgo prikazujejo, ker so že vajeni, ki lahko kar brez papira delajo, kar razglavlja, že lahko vejo. Ne? In tiste tudi dosti boljše, če je nekaj tako tisto spontano povedano, točno vejo, kaj bi nekaj rekel k temu kcoj, ne? Da pač ne tisto točno po papiri, kako mora biti povedano. Ne? No, kako dolga pa je ta pot? Pot je dolga nekje do 13 km, naredimo 2 poti, tudi ker pridejo pohodniki iz cele Slovenije, eni so boj planince, zdaj na planine, tu mi jih glih gnati ne vremo, samo grejo do Malce, gremo vsi v Küper, potem pa to vodi pohod, ne, en redar, rumeni brezrokavni, ki se vidijo, pa grejo po daljši poti, tista pa nekje 16 km. Tako te 4 km malo bolj okoli grejo. In to je glih tako vredek, ker potem kdo prijemo v dvorano imamo sicer zelo lepo, kar smo lahko hvaležni občini Ormož, in je plac sam pa je malo, tam prije pa 250 do 300 ljudi, ne, in tako te se glih eni najejo, vstanejo, malo grejo, poklepečajo in tako se nekaj pori. Natalija, se ti tudi odpraviš na pohod ali si bolj tam pri organizaciji? Jaz sem pri organizaciji zdaj. Toti trenutek zdaj delam na polno, ker imamo vse narediti operat, potem pa grem kar kraj pohodnikov. Aha, in za katero pot se odločiš? Kratko. Ker moram biti pravi cet nazaj, pa zdaj jaz skoraj odidem od ove prireditve, pa potem pri vinogradniki, tako se odločim za kratko. No, kdo so tisti, ki prihajajo na te pohode? To so razna društva, potem so planinci, tako sem prej rekla, pa prijatelji, kolege, zdaj imamo zelo dobro oglaševanje, smo kar reklamo naredili, ne se pohvalite malo, ne. Tako že so si ljudje lahko v plan dali pred, ker smo že pred novembrom smo že začeli povedati, smo povedali datum, kdo bo, pa smo poslali po različna društva, ker te imamo Vincekov pohod, ki se potem nisi dal v letni plan dela in te pridejo k nam. Ker pa so večje skupine, tisto pa se dogovorimo, tako če pridejo z avtobuse, da povejo nam malo pred. Ker eno leto se nam je zgodilo, te nas je malo presenetilo vse v Küper, smo imeli, so se ne najavili, nismo v bistvu tako resno vzeli, ker je teko ljudi čisto odkrito povedano. Mi smo imeli za 250 pripravljeno vse, ne, smo rekli več jih ne bo, te pa je prišlo 350 pohodnikov. In to se vse lahko nabaviš, hrano lahko nabaviš, vinogradnik ziher ima težek, deci več, ne, 100%. Največji problem je bil za naš spominski kozarec. Te smo nikak ni mogli do kozarca, samo smo se znašli, ker so potli vsi dubli, tako smo bili mi zadovoljni, pa pohodniki pa vsi. No in zakaj vam je pravzaprav interes, da pride čim več pohodnikov? Je to potem tudi za vas pomeni kakšen zaslužek ali gre za promocijo kraja in vinogradnikov? Kot zaslužek društve ni nekaj večji. Če primerjamo, kakva je cena tota štartnine, pa kako se ponudi, je negli nekaj zaslužek. Je pa nam zelo veliko veselje, vsaj meni, pa našim članom, ker prirejamo tu, ker se trudimo za to, da ne še tu cene, ki ne še pride to gledati. Kdo ti tako stojiš, pa pogledneš, ljudi puno, super. Redek. Tako lepo se ti vidi, ker ti je nagrajeni toti trud, ker ti ga niša ne poplača, ne, pa niša ne da reka, glej, tu pa tu mu je, ne. Prostovoljno vsi delamo, samo s tem pa smo močno nagrajeni z obiskom, da pridejo ljudje. Ja, čestitke seveda za idejo, letos je 13. pohod, torej 23. januarja ob 9. zjutraj v Podgorcih pred dvorano. Tako, ne pozabite. Ja, pravzaprav, ne še to, greva lepo po vrsti, namreč turistično društvo Podgorci vsak mesec skoraj kaj pripravi, ne? Seveda, februar potem pride, to bo pa potem pustni čas. Kaj se bo takrat dogajalo? Te pa se udeležimo razni povork, gremo na tote male, mislim male povorke, tu okolik nas, ne? Tomaž, potem Vormož, v Markovce. Imamo pa en dan, zdaj že 2 leta, ki se zrihtamo, pa gremo po vasi. Gremo po vasi in to začnemo prejni številki, na breg eno turo si vzememo, ne, ker to je, od začetka prvo leto še so malo ljudje tako gledali skozi okna, ne, zdaj pa že kar pridejo do plota, pa že čakajo. Ja, te pa, ker imamo muziko narediti, se zrihtamo kot
kot cigani smo, ne, imamo traktorček, pa voz, na voz je vse, kar mora biti, ne, in potlej, pa kar je pa nas okoli 16-17, se nas tako nabere, samo vsako leto tako je prijekcoj, ne, in tako celi dan te začnemo vujutro, pačamo si gor na tiste prikolice, ki se kadi fejst, ne, pa smrdi, pa vse, in te pa si določeno turo zberemo in gremo, in je čudoviti dan preživimo pač vseeno med Podgorčarji, ne. No, marec in april potem prinaša ocenjevanje vin, ne, in zaključek. Imamo pa še v izmeni, ker še je vizem pred, še imamo pohod, v izmeni pohod. A še en pohod je? To ja, to naredimo, zdaj že imamo kar opet malo več obiskov. Imamo, moram povedati, gospoda Lahovega Frančeka. On tu zrihta progo, tako gremo, toti pohod, zelo dobro, vsi smo zadovoljni na konci, ne, na začetku, mi se vkup sedemo, pa povemo, kak bi, pa kaj bi, pa damo ven toto vabilo, pa kun te zdaj rinemo, ne. Ja, evo, na konci vsi rečejo, super je bilo, ne, tako je. No in kam se ponavadi odpravite? Ja, predlani smo hodili v Lagune, smo si pri gospodi Ozmeci cugeca nabavili, smo šli s cugecom v Lagune, potem pa smo šli gor na Stanovnu, tam se nas je odložil, pa smo šli peš domov, ne. Da pa vsako leto enkrat smo šli pri ta Dornavskem ogradi, tam smo si grad ogledali Dornavske, te smo šli gor v Prero, tam nas je cugec vindil, domov pa peš, tako te malo vseeno pohodimo. Nekaj malo več, pa polovico poti gremo peš. No, to je pravzaprav izlet, pohodniški izlet, ne? Nekaj tašnega, ja, nekaj tašnega. Fino. No, potem pa seveda pride ocenjevanje vin, 40, kot si povedala uvodoma. Se morda spomniš, kdo je pravzaprav prišel na idejo pred 40 leti? Takrat si seveda bila še dojenčica, ne? Ampak morda so ti povedali, kako je bilo. Ja, te je bil predsednik gospod Franc Ladnjak, imel je tudi zelo močne sodelavce pri sebi, ker so vedeli, kaj bi radi. Gospod Lah Franček, gospa Bombek Marta, ki je žal mrtva že, potem je bil gospod Miran, vyšlo z glave, ne. Glavno, bili so taki, ki so vedeli, kar bi radi, ne, in so oni naredili, tako so meni pripovedovali, toto ocenjevanje zgolj naredimo neko ocenjevanje, ki bomo videli, kakve vina imajo, kakve vina imamo v okoliši, ne. In te je bilo 15 vzorcev, če se ne motim, zdaj mislim, ker sem številke ne zamejala, te pa so začele se tu stopnjevati. Te so imeli vinogradnike zelo dobre, gospod Čurin, on je nosil vsa leta na našo ocenjevanje, pa še par je bilo takšnih, ki so redno nosili in to je bil na zelo veliki ponos, potem so imeli dobre komisijo, ker so rekli to, kar v Podgorci komisija ocene, to ta ocena velja, lahko reš tistem vinu, marsikun dale še ne. In tako se tudi dogajalo. To je stalno gospod Čurin omena, rekel, zmerom, ko nesem v Podgorce, če vem, če imam tam lepo oceno, ker mu lahko nekam vin definitivno nesem v kjero drugo državo, ne. In tako je potem to nastalo. Pa tako sem rekla, potem pa so začeli drugi ljudje delati to ocenjevanje vina, ne, in so se zmanjšali vzorci. Nažal je zdaj prišlo letos smo imeli, oziroma lani, smo imeli 65 vzorcev, kar je zelo malo za eno ocenjevanje, ne. Samo mi še vseeno vztrajamo, delamo pa to ocenjevanje, moram povedati, z društvom Jeruzalem Ormož, kar nam je zelo vrednih, se nam Saško tudi pomaga poleg, rad sodeluje poleg nas. Vsakega, katerega si potegnemo k sebi, nekako rad dela poleg nas, tisto se drži to teh rokov, kaj se zmenimo, pa to, kar je najbolj pomembno, bilo katero prireditev delaš, je zelo pomembno, ker veš, ker se ti lahko na njega zanese, ker on tu nareda, ker tu tisti cajt bo naredil, tako mora biti, ne. No, dokdaj pa je potrebno prinesti vzorce, torej za letošnje jubilejno ocenjevanje vin? Zdaj, točnih datumov nemamo, je pa teden dni, oziroma v torek se zbirajo, ne, potem pa v soboto pa že ocenjevanje vina, ker se takoj ocenijo ta vina, lahko, ker ima kdo, mora imeti 3 steklenice, ne mus, da ima prav buteljčne vina, lahko je z soda natoči notre, pa prinese, ne, zato imamo potlej ocenjevanje takoj.
Podelitev pa je, zdaj sicer malo bi nekako drugače probali narediti, ne? In bi podelitev imeli potli za eno 3 tjedne, 4 tjedne bo je pozno, ne? Tako je te tu malo porihtamo, tako malo. Z bogatim kulturnim programom, ne? Ja. Kako pa sodelujete s kulturnimi društvi? Kulturnimi društvi v Podgorcih sodelujemo kar dobro. Moram povedati, smo zdaj že eni par let nazaj zelo dobro priredili, veselico smo kakšno vkup naredili, smo dole z Prleške železničarji, muzej, kaj imamo v Oslišovce, to tudi pohodnike lahko pripeljamo, tam lahko, če pride v Podgorce, kdo, ki bi si rad ogledal Podgorce, recimo smo lani tudi imeli en avtobus, prišli so rekli, rade volje odperamo, ki si oglednajo muzej, potem jih peljamo na določeno točko, si oglednajo razgled, pa grejo potem opet peš do enega vinogradnika, tam malo pogostitev in to je to, ne, take. Stalno nekaj z društvi je zelo vredik delati, moram reči, tudi strelsko društvo gre nam v pomoč, dokaj nicamo, ker naše društvo je društvo starejše generacije je malo, ne. In zdaj pri gasilci mi tudi izredno pomagajo, kdo nicamo, kako prireditev, recimo za Vincekovo, ker nas je malo več mora biti, ker nas mora biti do 20, 25, do 30, ker nas dela, ne, in tu vsi nekako vkup stopimo, ne, se zmenimo, zdaj bi mi to delali in ja, dobro, bomo delali, samo povete, kaj moramo delati, ne. Vsaki dobi svoje delo in tisto naredi, ne. Ker večinoma v lastni režiji delamo, vse kuhamo, recimo, potem imamo zakuske, pa to vse delamo sami. Tako je te pri strežbi nam pomagajo, pa toga tako. Je treba stopiti skupaj. Tako je treba stopiti v kupa, ne še reče, pa se pa teko ljudi, ne, nicoš kaj te, nicoš teko ljudi, ne. Te pa zdaj začnem spisek delati, kdo je dela, kak so te, ki so te bili tudi, ne. Ja, pohodniki pridajo, pohodniki odidajo, dvorana se mora med tistim cajtom pripraviti, ki neša mora biti noter, neša mora živo skuhati, eni gore morajo kolobase skuhati, ki voli 250 ljudi postreže neše, igralci morajo biti, toti, ki imamo toj kulturni program, ne, in vsi so tako enakovemo povezani, ovega v bistvu ne vidijo, ti, ko pa tu prirejaš, pa točno veš, zdaj pa to teko nicam tu, teko tu, ne. Ja, no, potem pa že pride mesec maj, oziroma se še... Maj še imamo malo, te zadnji konec glih, v maj imamo glih podelitev, te priznane. Se pravi, velika noč je potem vmes, no kaj pa potem poletni meseci, kaj se dogaja? Poletni meseci pa v prejšnjem cajtu, tako eni par let nazaj, te smo posneli 3 CD-je, moram se pohvaliti. Nam je mati Valentova pomagala, ker smo naredili peko kruha od začetka, kako se peč zakure, kako se mala notri prinese, kako se mala zaseja, kako se zamesi kruh, pa kako se speče kruh. Pa imeli smo gospod nam je dal eno jivo, ker smo lahko posneli gore trganje koruze, prav, na roke smo trgali koruzo, noter nametali v koših, jo gor odnesli do gazda, tam pri gazdi smo si večer naredili, ker smo kožuhali, tako je tudi taki lepi CD. Potem pa smo imeli košnjo trave, tu po cerkvi, odojki kosimo, travo, tako stalno nekaj delamo, nekaj. Pred smo hodili na grajske košje na Ptuj, zdaj sicer letos ne vemo zakaj, je bila grajska košja, ne bila tu, ne vemo, ker se tudi direktor meja, muče malo spremembe, malo drugačešni plan, ne, vsega. In čez leto pa te urejamo okolico okoli kapele, tu kosimo te, pa spomenik pod eno, mislim, da te park NOB, tu tudi urejamo, tako te pride do martinovanja, v Ormoži te se že veselimo, ker bomo šli na martinovanje, ker bomo si kostaje pekli, ne, pa možete lahko talali, prav videli, kaj so naši vinogradniki pridelali, te že malo tako tisto vemo, je dobro ali ne dobro, ne. Ja, potem pa že pride december, tudi decembra se najbrž dogaja v Podgorcih, kaj vse pripravljate? Podgorci pripravljamo, najbolj se veselimo, ker pripravimo pri kapele lučke, zdaj smo letos malo bolj nove naredili, malo smo okrasili, malo drugaček in postavimo jaslice. Pred smo delali jaslice, ker smo pule kvitu postavili, ker je bilo pač vreme takšno, da je bil sneg, pa smo ne imeli kak drugaček
Zdaj pa smo jih postavili na štega in je tudi tako čisto v redih za dobro, lepo pogledati, ker gre mimo, se lahko stavi si pogledne to in tako imaš užitek, tisti dobiš, tisti občutek, ki neki prazniki se bližajo, ki nekaj je. Ne. Zanimivo, vsekakor zelo aktivni ste, tako da ste si seveda zaslužili najmanj torej srebrno priznanje občine Ormož. Gonilna sila si torej ti tega društva? Ja, največ jaz si pač vzemem cajt pa rečem, tako kdo na konci, kdo gre kakšna prireditev, co je nekdo vidijo na telefonu, kdo pozovem koga, ne, Natalija se vedno misli, pa kaj bi zdaj porada, kaj zdaj pofali, ne, tako, samo pa te vse vzdignejo, ja, jaz mi reči, ki ne, sem pač preverjan, jaz sem tako na tisto, ki samo silim, zdaj pa bi tu moš tu, pa moš ovo, ne, zdaj, od začetka je bilo težko, zdaj pa zdaj sem ja v 7. letu predsednik, zdaj pa so se me že navadili, ker takšna sin in reči hitro pred naredijo, kak pa če še bi zdaj kdo mogel kaj narediti. No, kako pa sodelujejo, radi sodelujejo? Reče kdo, kdaj, ne, jaz pa ne bom. Ne. Ne zgodi se mi res, nekdo, vse pravim, kdo prirejam kakšno prireditev, od začetka teh, kdo sem bila, res sem bilo malo nas, ne. In potem pa imam pa sina Vejka in sina mi do ogromno pomagata, pa muž so kar držijo nekaj kremene, kdo ko delamo, ne, sem malo cajt za tisti trenutek in malo ta dosti kolegov in vsi toti kolege, kdo jaz nekaj rečem, tako zdaj pa bi jaz imela 4 pubece, 5 pubecov, 6 pubecov, pridajo vsi, ne samo Podgorci, moram reči tudi Cvetkovec pridajo dečke nam pomagati, kdo se recimo šotor stave ali pa ja, podelitev totih malcev, ki se razdeli malca ali pa bilo kdo nucam, koga te pridejo pubece, resen. Pa vsi, kdo me že tako neki vidijo, ne. Bravo, mama, Natalija, kak si, ne, tako mi je prav veselje, ki me oporajtajo, ker smo si dobri žini. Pina, koliko sta stara sinova? Ja, ena je star 23, a en pa 22 bude. Torej, na nek način gresta po poteh svoje mame. Sta tudi tako aktivna? Žiga, on je zelo aktiven pri gasilcih, on je boj kraj gasilcev, da, ne. Ne, pa nekaj, ne, pa. Če me mama nucaš, bom ti naredila, tako bi nekaj sam, to pa ne. Da, če gre pa rad pomagati, tudi tako. Žiga, on pa je bil aktiven pri gasilcih. Natalija, pa še beseda dve o načrtih turističnega društva. Verjamem, da vam jih ne manjka tudi v tem letu, ne 2016. Bo kaj novega ali boste šli po starih ustaljenih načrtih? Veda, kak prije. Pri nas prije tako na hitro ena ideja, ne. Naenkrat si jaz nekaj zmislim, ki bi ja nekaj rada imela, to se nam je zgodilo lani, lahko povem. Smo naredili eno čarovnic. Pa od začetka so rekli, če pa tu vsi imajo okulik. Jaz sem, ne imajo toga vsi okulik. Ne imajo za našo deco. Zakaj ne bi za osnovno šolce nekaj naredili? Se mi lahko naredimo potle neko veselico ali pa kaj vem, nekšni ples ali pa nekaj, ne? Samo zakaj ne bi otroci imeli nekaj od toga, ne? Pa jaz pravim totim deklinam, našim Podgorce, pravim, če bi one meni tu pomagale izpeljati, ne? Pravijo, ja, se me dobimo. Te pa so rekli, zdaj pa če bi imeli animacije za otroke, tu je bilo od 4 pa do 7. Jaz sem zdaj bi 2 nucale, ki bi to risali, po barvanke barvali ali pa nekaj ustvarjali pa nekaj, ne. In na to prijemo na idejo, zakaj ne bi poslikave obraza. Imamo 2 deklini, ki sta hodile v šolo in bi lahko mi naredili poslikavo obraza. In tako je te prišlo tu, pa vsi si naredimo, jaz v šolo, v osnovno šolo moram reči, mi je ravnatelj dovolila, ker sem lahko vabila nasla, kar sem zelo vesela, ker me ne od posla s tistimi vabili, ker sem tisto lahko dala, ker so otroci domov prinesli, nekdo otrok nekaj domov prinese, čisto drugo, kako pa kdo puštar, se ne našim vam puštare, ne, sem vseeno, le, otrok se v šoli menijo in je večja reklama za tisto, ne. In prinese tisto, pa si mi naredimo vse perajt, seveda to je 2 dekline. Naenkrat je vira bila 4, 5 do 4, tu so samo vreli noter ljudje. Prav presenečeni smo bili, ker so starši si res vzeli cajt, pa so pripeljali to deco malo to in tu so tak deči, ki čakali v vrsti samo, kada poslikava obraza. Podi smo in tako imali disko naredili, ga so malo plesali, pa so preživeli kar, mislim, kar čudoviti večer. Tako še so deca nekaj imeli v toti noč čarovnic. Pri nas se hitro porodi ena ideja, nekaj tako vidim, pa se mi tako nekaj vidi, če bi lahko slučajno, ne. Natalija, bravo. Želimo ti toliko energije
in veliko idej novih tudi v letu 2016. Še enkrat čestitke tebi in tvojim članom, sočlanom torej v turističnem društvu za srebrno priznanje občinsko. Veliko uspeha vsem, pa upam, da se torej vidimo na Vincekovem pohodu. Izvoli, Natalija, povabi. Lepo vabljeni. Tako, 23. januarja je Vincekov pohod v Podgorcih. Zbiramo se ob 9. pred kulturno dvorano in tam dobite vse napotke. Samo vam povedala, kaj treba, če pa še bi kdo kakšno dodatno informacijo rad, pa lahko povem telefonsko 041 457 024. Volmut Natalija, tu te dobili mene, pa vas jaz orientiram, kak pa kun gremo naprej. Veliko pohodnikov? Veliko pohodnikov, pripeljajte bilo koga. Lahko tudi, imamo tudi nekaj pohodnikov, ki imajo pese puleg, ki te še malo grejo z psmi v puleg, take ni, ker ne bi smela kdo, ki bi rekel, ki bi si lahko pesa peljal na sprehod. Natalija, hvala. Prosim lepo. Zahvalila pa še bi se lahko občini Ormož za plaketo, kar nam je zelo veliki ponos, z velikim spoštovanjem smo sprejeli, se vidimo, ker nas res cenijo tudi v občini, kar se nam zelo, zelo dopadne. To je verjetno še največje plačilo za ves trud, ne? Tako, naj vam vse Natalijine besede bodo v spodbudo. Tudi toliko energije bi si želeli, kot jo ima Natalija. Tako da, ja, seveda bodite z nami tudi čez teden dni, za danes pa hvala za pozornost in srečno.